Kaj vas najpogosteje vprašajo odrasli, kaj otroci in kaj znanstveniki o znanosti? Ja, kadar srečam kakšnega novega človeka, seveda me vsak vpraša oziroma se pogovarjamo o tem, kaj kdo dela, kaj pa ti delaš oziroma kje pa ti delaš, pa rečem na Štefanu, zanimivo v znanosti, kaj pa, in pol, če rečem recimo, raziskujem napredne materiale za fuzijo recimo, se potem pogovor kar konča. Najbrž je tema že v štartu pretežka, sigurno pa tudi jaz napačno reagiram. No, otroci tipično nič ne vprašajo. Se mi zdi, da je znanost neko področje, ki se ga, mogoče, ki se sliši tako hudo, da otroci sploh ne sprašujejo, no. Znanstveniki me pa v zadnjem času največkrat vprašajo, katero bo naslednje predavanje, katera bo naslednja tema v projektu Znanost na cesti. In to je dobra iztočnica za najin današnji pogovor, Znanost na cesti, to, da odrasli, kako se odzovejo in kako se odzovejo otroci. N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav tudi gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem. Z mano, z nami je gonilna sila, ena od gonilnih sil projekta Znanost na cesti, ki je nedavno praznoval 10 let, znanstvenica, raziskovalka naprednih materialov in komunikatorica znanosti, doktorica Saša Novak, ki je pred nekaj tedni dobila tudi častni naziv komunikatorica znanosti, ki se podeljuje vsako leto. Je tudi znanstvena svetnica na Inštitutu Jožef Štefan in profesorica na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana. Dober dan, dobrodošli še enkrat. Dober dan in hvala za vabilo. Torej, Znanost na cesti. To je projekt, ki je zdaj star 10 let, ki je prisoten, ki ste ga vi nekoč dobro opisali, da je to vabilo k spoznavanju znanstvenih dosežkov slovenskih raziskovalcev, poljuden prikaz domačega znanja, ki se preliva v gospodarstvo, znanje, zdravje in prihodnost. In tukaj lahko prideva do tega, kar sem vas na začetku vprašala, ne? Jasno je iz tega, kar počnete v Znanosti na cesti, da je znanost nekaj, kar je pomembno za vse. Pa kljub temu, recimo, taki odzivi ljudi, kot ste jih na začetku opisali. Zakaj? Ja, pred 10 leti je bila res ena taka kriza, budžet za znanost je šel strmo dol, mislim, da je bilo 30 ali še celo 40% manj sredstev za znanost, ne govorim o plačah, govorim o sredstvih za raziskave. In takrat so raziskovalci resno razmišljali o tem, da bi šli mogoče protestirati na ceste, in ob spoznanju, da velika, oziroma vsaj en del javnosti nekako sploh ni razumel problema, o katerem govorimo, se pravi, se jim je zdelo, da se mogoče pa znanosti ne rabimo toliko ali pa ne tako in da lahko pač manj denarja porabimo za to, pa damo budžet za kaj drugega. Takrat se mi je pač zazdelo, ja, da bi bilo mogoče dobro stvari razložiti javnosti, ne. Se pravi, da ni učinkovito sredstvo protest znanstvenikov, bolj učinkovito je, če javnosti razložimo, zakaj pravzaprav znanost potrebujemo, zakaj je koristna. In takrat pojasnili ste to za Slovensko tiskovno agencijo. Dejali ste, da takrat, ko se je govorilo o tem krčenju državnih sredstev, da vam je nekdo rekel, oziroma da so vam ljudje govorili, da se s tem ni nič narobe, saj bi sredstva lahko preusmerili v kaj bolj koristnega. Dolgoletni prijatelj, ste rekli, se mi je zazrl v oči in dejal, kaj ste pa slovenski znanstveniki sploh naredili? Kaj si pa recimo ti naredila? Sprva sem bila užaljena, to pa ugotovila, da je najbrž krivda na moji strani, ker se nikoli nisem potrudila svojim prijateljem razumljivo pojasniti, s čim se v raziskavah ukvarjam. Da najprej pojasniva, s čim se vi ukvarjate v raziskavah, ne? Vi se torej ukvarjate z naprednimi materiali, kot sva prej rekli, ne? Gre za materiale za najbolj toplotno obremenjene dele bodoče fuzijske elektrarne in materijale za uporabo v biomedicini. To so v bistvu vse zelo oprijemljive stvari, na katerih bo slonela, da tako rečem, prihodnost naša, od katerih bomo mi vsi odvisni, ne? Če lahko malo bolj pojasnite te dve stvari, na katerih delate. Bom začela s temo materiali za biomedicino. Ta je pač bolj zanimiva in bolj atraktivna, tako da kadar se predstavim nekomu, da rečem, razvijam materijale, ukvarjam se z raziskavami materialov za biomedicino, za kostne vsadke, takrat se še zgodi, da kdo postavi naslednje vprašanje. A res? Za katere pa? Kakšne pa? A to za kolke? Ja, skratka, en del raziskav je bil posvečen
razvoju materialov, recimo en projekt je bil usmerjen v glavico kolčne proteze, keramično glavico kolčne proteze z gradientno sestavo in strukturo, s tem namenom, da bi se manj obrabljala, hkrati bi bila pa še vedno dovolj trdna in primerna za kolčni sklep. Potem recimo nadaljevanje je bilo v raziskavah spodnjega dela kolčnega sklepa oziroma vseh ortopedskih vsadkov, ki pač pridejo v kosti in je pač treba narediti dobro povezavo med vsadkom in kostjo. Nadaljevali smo pa z raziskavami mehkih materialov. Tukaj smo prišli že kar malo v organske materiale, svila, razne želatine in tako naprej, ki služijo kot podlaga matičnim celicam. Namen je pa, da bi materiali nudili dobro oporo matičnim celicam, iz katerih bi razvili kostno tkivo, recimo. No, ta del verjetno ljudje bolj čutimo, zato ker se nam zdi bližje nam je, ker se nam lahko zgodi kaj, da bi mogoče rabili kakšen vsadek ali kaj takega. In vsi poznamo koga, ki je recimo imel zamenjan kolk, ne? Ja, pa ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti, zato je verjetno to pač lažje razumeti in je bolj zanimivo. Kadar pa začnem jaz s tem, da raziskujem materiale za fuzijski reaktor, je pa to malo teže, že zaradi tega, ker je fuzija nekaj, kar na mojo žalost še vedno zelo malo ljudi ve za raziskave na tem področju, se pravi za bodoče fuzijske elektrarne oziroma za napore, ki grejo v to smer. Kljub temu, da se že od leta 2005, mislim, da trudimo v Slovenski fuzijski asociaciji razlagati, spravljati v medije čim več okrog tega. Ja, no, tam gre pa za materiale, ki so izpostavljeni zelo visokim temperaturam. Zdaj, če plastično opišem, to je približno tako, kot če bi hoteli na tako majhno sonce z vso njegovo vročino, pa še malo bolj vroče, spraviti v eno škatlo, se pravi neko komoro, ki bi morala pač to vročino zdržati. Tazga materiala zaenkrat ne poznamo oziroma ga najbrž ni. Sicer ne smemo reči, nikoli ne reče nikoli, no, ampak jaz mislim, da takega materiala v resnici ni. Ampak mi vseeno poskušamo narediti nekaj, kar bi omogočilo čim višje temperature. Zdaj začeli smo s keramičnimi materiali, ki bi zdržali recimo 1400 stopinj Celzija. Zdaj raziskujemo oziroma razvijamo materiale na osnovi wolframa. To je material, ki ima sicer strašno visoko tališče, ampak talice sploh ne sme zadeva, ne? Tudi se ne sme nič poškodovati, struktura krasno mora prevajati toploto skozi steno, zato dobimo potem na drugi strani ven toploto za segrevati vodo in dobiti električno energijo oziroma energijo in potem elektriko na koncu. Skratka tako, zgodba je sicer komplicirana in daljša, ampak nekje v smislu, se pravi razvoj materijala, ki bo zdržal ekstremne pogoje v bodočih fuzijskih elektrarnah, ki bodo recimo tam čez 20, 30, 40, 50 let. Dajale čisto energijo. Dajale čisto energijo, dajale poceni energijo, recimo varno. Ja, upajmo, da se bo to zgodilo, da se bo zgodilo čim prej. Zdaj, vi recimo ste rekli tudi, da opozarjali ste, ne, da se je zgodil v bistvu nek ta prepad med znanostjo in javnostjo. Ne? Tako kot ste tudi že prej rekli, da se je znanost oddaljila od javnosti in da to ni prav, ne? Da se to potem odraža in da vsi izgubljamo s tem, družba izgublja s tem. Zakaj mislite, da je do tega prepada prišlo? Pa po mojem ta prepad od nekdaj. Jaz mislim, da znanost je vedno bila odmaknjena od ljudi. Ne? Bi celo rekla, da je danes precej manj odmaknjena, kot je včasih bila. Ne? Danes se v končni fazi davkoplačevalci bolj zavedajo pravice, da izvejo, v kaj denar vlagajo. Ne? Tudi raziskovalci so bolj pripravljeni širiti svoje znanje in rezultate svojega dela kot včasih. Ne? Včasih se mi zdi, da je znanost res tako zaprta v slonokoščene stolpe in je bil ta globel je bila res velika in globoka. No in tudi Znanost na cesti, vaš projekt, je močno prispeval k temu, da se je v zadnjem desetletju v Sloveniji močno dvignila ta zavest, ta potreba po komunikaciji, po obveščanju javnosti na nek poljuden način, ki je marsikomu ali pa skoraj vsem razumljiv.
pri katerem sodeluje tako javnost, seveda, kot znanstveniki. Več kot 200 oziroma več kot 220 poljudno-znanstvenih predavanj, okroglih miz, znanstvenih slemov, podcastov, blogov, natečajev in tako naprej ste imeli. To so dogodki, ki potekajo izven raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ne, recimo v kavarnah in tako naprej, da se približate čim bolj javnosti. In mnogi od njih so zelo odmevni, oziroma tisti, ki se jih udeležijo, potem govorijo o njih. A ne? Katerega bi mogoče vi, ali pa začniva tukaj, kaj se zgodi, da na znanstvenem slemu, da na znanstveni slem prispe čoln? Ja, to je bila ena taka najbolj opazna zadeva. Čeprav jih je bilo še ne par takih čislušnih, recimo zanimiva je tudi bila, ker se je na slemu pojavilo veliko število lončnic z konopljo. Aha. Tudi ta je bila zelo atraktivna. Ampak Najprej, da mogoče gledalkam in gledalcem pojasnimo, znanstveni slem je, ko se v bistvu spopadejo znanstveniki, spopadejo na rekovaju. Ja, z izzivom povedati o svoji raziskavi v 5 minutah. Čim bolj natančno v 5 minutah in zadeva mora biti še vedno znanstvena, vendar zanimiva, atraktivna. In publika potem ocenjuje kako uspešni so raziskovalci bili. V komunikaciji. V komunikaciji. Se pravi, tipično pri nas v Sloveniji organiziramo slam z tako 9-10 tekmovalci in javnost, približno polovico glasov da javnost, oziroma publika v dvorani, tudi preko spleta. Drugo polovico pa ponavadi, to zdaj že kar nekaj let počnemo, dobimo od novinarjev. Imamo novinarsko komisijo 6 novinarjev z različnih medijev in njih imenujemo strokovna komisija, zato ker so na en način prevajalci znanosti. Se pravi, novinar je tisti, ki mora razumeti, če je dobro razumel, bo lahko posredoval naprej. Zato oni, se mi zdi, da so res ta prav pokazatelj, a je bila stvar dobro povedana. Ja, in to pomeni, da raziskovalci potem poskušajo narediti stvar atraktivno, lahko prinesejo s seboj pač neko zadevo, s katero ilustrirajo svoje raziskave in lahko imajo tudi tihega pomočnika, se pravi, lahko je nekdo zraven, ampak ne sme govoriti. No in profesor Andrej Šmuc z Geološke fakultete je kakšne 3 leta nazaj prinesel s seboj čoln, napihljiv čoln, ki je bil del zgodbe o raziskavah sestave jezerskega dna na Triglavskih jezerih in pač povedal je zgodbo, kako je nahecal prijatelje, da so nesli tisti čoln gor, če so hoteli do sredine jezera priti, da so vzeli vzorec v jezeru, so pač morali čoln gor spraviti in na ramah so ga odnesli do Dvojnega jezera, mislim. Ja, in ta čoln je potem prinesel sabo in mislim, da je bil ta en tak zelo atraktiven eksponat na slemu. Zgodba z lončki s konopljo pa? S konopljo seveda je pa čisto preprosto. Konoplja je pač atraktivna, vsi so potem takoj, ko so jo videli, ugibali, a je to zdaj tista konoplja. No, ampak zgodba je bila ravno o tem, da sta pač 2 sorodnici, ena je industrijska, ena je pa tista, ta druga. Ampak bilo je pa zelo atraktivno in vsi so potem hodili, a lahko malo vzamem. In včasih na koncu, recimo enkrat smo imeli predavanje o krompirju in so se pa, mislim, da v krompirju vrste Igor, ki pri nas izumira in je predavateljica Špela, pozabila priimek, je prinesla s seboj vzorčke oziroma pač sadikce tega krompirja Igor in na koncu je rekla, jaz grem pa zdaj na žur, a lahko kdo tole vzame, da ne bom sabo nosila. No, je potem en naš sodelavc iz ekipe vzel s seboj tiste sadikce in na njih cepil paradižnik. Ja. Tako da je potem čez par mesecev pokazal pridelek, spodaj krompir, zgoraj paradižnik in o tem seveda napisal blog, ki ga lahko preberete tudi na spletni strani Znanost na cesti. V glavnem take zanimive zgodbe so, ki se odvijajo še potem, ko je zadeva končana. Teme na predavanjih pa zelo različne, od fotovoltaike, umetne inteligence, kako prepoznati demenco do jedrske fuzije in tako naprej. Ja, teme praviloma zelo menjamo, čeprav seveda, da je več naravoslovnih in tehničnih. Tehnične predvsem zaradi tega, ker smo pač večina sodelavcev ekipe Znanost na cesti smo tehniki. In
Seveda potem tudi bolj poznaš teme in bolj poznaš ljudi, ampak se pa trudimo posegati po vseh področjih znanosti, tako da res zelo popularna je medicina, astronomija, dobro, itak spada v naravoslovje verjetno. Posegamo po različnih tematikah, se pa poskušamo prilagajati malo temu, kaj bo ljudi v resnici zanimalo, ali pa če že poskušamo narediti stvar tako, da postane zanimivo. No. To pa ponavadi s pomočjo novinarjev, zato ker potekajo ta predavanja vedno kot pogovorno predavanje, ki ga novinar in se pravi moderator in znanstvenik skupaj pripravita. To je tudi, bi rekla, velika dodana vrednost tega projekta, ker se na ta način raziskovalci mogoče na en način tudi naučijo, kako povedati zadevo tako, da bo zanimiva. Ne? Ker mi smo navajeni članke in prezentacije na predstavitve na konferencah začeti z uvodom po nekem sistemu, seveda na koncu je zaključek. No, tukaj je pa obratno, ne? Se pravi, tipično so ta predavanja začnejo z zanimivim udarnim podatkom in se potem o tem razpravlja, tako da novinarji zelo veliko koristnega, bi rekla, naredijo v tem projektu s tem, da pač pomagajo pripraviti predavanje. To ste že nekoč omenili, ne, da v bistvu s to vključitvijo novinarjev, da se je zmanjšalo po eni strani nezaupanje znanstvenikov do novinarjev, ki je bilo prisotno in ga je zdaj verjetno malo manj. In po drugi strani to, kot ste zdaj omenili, da so novinarji med pripravami, ste rekli, med pripravami na predavanja začeli znanstvenike usmerjati, kako nekaj povedati bolj poljudno, in to se je izkazalo za zelo dragoceno. Oboje je verjetno problem, ne? To, da znanstveniki niso zaupali ali pa ne zaupajo novinarjem, čeprav je na neki ravni to v bistvu razumljivo, ker imamo izvrstne, tudi v Sloveniji, znanstvene novinarje. Posebej se je okrepila, se mi zdi, v zadnjem desetletju res tudi ta pokrivanje znanosti na res kvaliteten način. Ne? Veliko jih je ljudi, ki jih cenimo, tudi nekaj jih imamo na N1, ne, takih novinarjev. Pa tudi drugi mediji, po drugi strani pa mnogi mediji zelo nekritično, bombastično, senzacionalistično pišejo o znanstvenih dosežkih, si praktično ne pogledajo raziskave, prepišejo nekaj od nekje. Naslovi so potem pač res banalizirani, tipa odkrili so zdravilo za raka. Ne? Slovenci bomo prinesli sonce na zemljo, je bil naslov v časopisu. Ja. Tako da v bistvu, a ste razumeli na nek način tudi to nezaupanje znanstvenikov je do neke mere razumljivo? Ne, je razumljivo, seveda, ne, ampak zdaj, ko stopiš korak nazaj, je vse v takem primeru potrebno razmisliti in narediti spet tisti korak naprej, se pravi pridati skupaj. Ne? In jaz mislim, da je bilo tle z obeh strani, ne? Kot prvo so novinarji dobili mogoče malo boljši dostop do znanstvenikov, znanstveniki so se pa res malo znebili tistega, malo strahu, malo tega nezaupanja, tako da ja, to se mi zdi precej spremenilo in seveda res si domišljamo v ekipi Znanost, da imamo majčken zaslug za to. Kaj pa ta drugi del, to, ko pravite, da v bistvu se znanstvenice in znanstveniki od novinarjev tudi učijo, na kak način to pripovedovati. Zdaj, kakšna so mogoče najpogostejša navodila novinarjev znanstvenikom ali pa katera se vam zdi najbolj, glede na to, da vi ste tudi komunikatorka znanosti in znate te stvari zelo dobro ubesediti, kaj je recimo nekaj, kar znanstvenicam pa znanstvenikom najpogosteje položite na srce, ko govorijo o splošni javnosti? Ja, zdaj ena od stvari, jaz med drugim predavam tudi komuniciranje znanosti v Sloveniji in zdaj zadnje čase tudi v Italiji. In vedno študentom predvsem povem, da takrat, ko govorijo javnosti, naj nimajo pred očmi svojih kolegov raziskovalcev, ampak javnost. Se pravi, da se morajo postaviti v kožo laikov, ne razmišljati o tem, kako bodo kolegi komentirali, na kakšen način so kakšno stvar povedali. Ne? Se pravi, to je zelo važno, da imaš pred sabo ciljno publiko, tisto, ki je. Ne? Mogoče druga taka pomembna zadeva je pa seveda ne uporabljati preveč strokovnih izrazov, žargona tega strokovnega. To se mi zdi, da je tudi zelo pomembno. Ampak jaz mislim, da če imaš pred seboj sliko laičnega poslušalca ali pa gledalca, potem ne uporabljaš takih izrazov. Ne? Recimo ena takih zanimivih vaj je bila lansko leto oktobra, sva šli z mojo vnukinjo, 15-letno, takrat 15-letno, na univerzo v Novari
In tam sem jaz pač posnela par videoklipov za en evropski projekt, v katerem sodelujemo. In sem poskušala prepričati raziskovalko, da bi povedala laično. In potem je bilo najbolj preprosto, da sem svojo vnukinjo postavila pred njo in sem rekla, njej razložite. In je bilo kar naenkrat drugače. Se pravi, drugače, če imaš osebo pred sabo, ki se odziva, ne? Če 15-letnica dela grimase, ko nekaj ne razume, in potem ona takoj popravi, ne? In razloži, pokaže koleno, ko razlaga o revmatoidnem artritisu, recimo. Ne? Ja, se pravi, zelo važno je, da imaš živo pred seboj laično publiko. In potem verjetno znaš drugače povedati. Veliko sloni na prostovoljcih, ne? V tem projektu. Kako se financira v bistvu projekt? Ja, na začetku v bistvu smo gostovali v prostorih, ki smo jih dobili, oziroma še vedno imamo prostore brezplačne. Najprej smo bili v galeriji Kresija na Stritarjevi, potem smo bili v kavarni Union, zdaj smo v Atriju ZRC. Hkrati tudi recimo smo gostovali v konzorciju, v mestni knjižnici Kranj, Izola in tako naprej. Tako da tega stroška nimamo. Financirali smo se pa pretežno preko kakšnih donacij, pa seveda ekipa je delala prostovoljno in tudi začetka tudi novinarji. Tle res velika zahvala novinarjem, brez tega projekt ne bi zares zaživel. Ne? No, kasneje smo potem se začeli prijavljati na razpise Agencije za raziskovalno dejavnost, tako da vsako leto pač se prijavimo, dobimo nekaj malega sredstev, da pokrijemo glavne stroške, ampak še vedno je, rekla, to na pol volonterski projekt. Jaz bi tukaj mogoče samo še en medklic, ker sem novinarka, rekla samo to, da tako kot sem že prej rekla, da imamo res izjemne tudi znanstvene novinarje, ki pokrivajo znanost, da pa mogoče kdaj, ne pri vseh medijih, ampak ponekod pogrešam spoštovanje te meje med novinarstvom in komunikacijo, da v bistvu včasih se mi zdi, da nekateri mediji ali pa nekateri novinarji malo pozabljajo, da v bistvu morajo biti ves čas v vlogi novinarja, ne? Da morajo kritično vrednotiti tudi recimo, ne vem, stvari, ki so vredne kritiziranja. Spomnim se, ko se je gledalo pod prste ARRS-ju ali pa sistem točkovanja ali pa vse stvari, na katere opozarjajo znanstveniki, kaj bi lahko bilo narobe. Skratka, se mi zdi, da je pomemben del novinarskega dela tudi to, da tudi neke nedorečenosti ali pa nedoslednosti v znanstvenem delu ali pa raziskovalnem ali pa na univerzah opozarjajo. No, to samo kot medklic. Drugače ste vi tudi povedali, ne, da so se veliko pojavljali tudi dvomi v primernost poljudnega predstavljanja znanosti, kje je zdaj ta meja med banalizacijo in popularizacijo znanosti, da so vas to verjetno spraševali kolegi znanstveniki in znanstvenice. In včasih je to res problem, ne? Kje določiti to mejo med popularizacijo, med tem, da zna nekdo dobro povedati, recimo 15-letni najstnici, da tudi ona razume, da torej javnost splošna razume, kam gre ta denar davkoplačevalcev, da razumemo, kaj pomembnega vse znanstvenice in znanstveniki delate, kar bo vplivalo v bistvu na življenja nas vseh, pa naših bodočih rodov, ne? In banalizacijo, ki so jo prej že recimo malo nakazali s temi naslovi. Ne? Kje je ta meja? Ja, zdaj, meje se ne da potegniti kar tako. Ne? Jaz mislim, da pač gre za ključno vprašanje, ali naj se znanost sploh širi ven iz tako imenovanih slonokoščenih stolpov oziroma iz laboratorijev in pisarn znanstvenikov. Jaz sem prepričana, da ja, in še vedno to pač zelo zagovarjam. Ne? Mislim, da brez širjenja znanosti v bistvu znanosti ni. Ne? Ni po moje dovolj, da jo širimo med kolegi, znanstveniki, ampak je treba tudi povedati javnosti. Ne? Če pričakujemo javna sredstva za financiranje svojih raziskav, potem po moje je prav, da v to tudi nekaj vložimo svojega truda. Ne? In zdaj postaviti mejo med popularizacijo in promocijo nečesa in banalizacijo je zelo težko. Jaz mislim, da samo vedno je treba paziti, da je vse prav. Ne? Se pravi, izbirati enostavnejše izraze, izbira enostavnejših izrazov za neko stvar ni banalizacija. Ne? Banalizacija je, če narediš zdaj eno tako sopomenko, ki ni več res. Banalizacija je za moj okus tudi naslov odkrili smo novo zdravilo za raka. Mislim, milijonkrat že najbrž. Ne? To je verjetno naslov, ki si ga pač mediji zelo želijo, ampak to je recimo na en način banalizacije. Ampak
ta se tipično ne zgodi strani raziskovalcev. Ja, in tudi ne teh novinarjev, ki sem jih prej kot zgled opisala. No? Tako. Ja, tako. Veliko ste opozarjali ali pa opozarjali tudi na to, da morajo biti znanstveniki in znanstvenice prisotni tudi na družbenih omrežjih, ne? Da so to ti novi načini komunikacije. Pravite, da bi morali spodbujati doktorske in magistrske študente, učiti, spodbujati komunikaciji, popularizaciji znanosti in tukaj je velik del tudi na tej komunikaciji na družbenih omrežjih. Jaz se spomnim recimo, kako mi je enkrat Žiga Zaplotnik, ko sem ga vprašala oziroma pohvalila, kako ima voljo, v bistvu občudovanje izrazila, da vsakim klimatoskeptikom mu res razlaga na Twitterju, mirno in argumentirano, ne, ko se vidi, da na drugi strani je v bistvu ne samo nerazumevanje, ampak tudi nek totalno čustven odziv na v bistvu znanstvena dejstva. In ko sem jaz izrazila to občudovanje, ne, da se mu da vsakemu tako lepo razlagati, je on zelo dobro mi odgovoril, da čuti to nekako kot dolžnost, ne, da se je znanost oddaljila od ljudi in da vidi to kot dolžnost, da ljudem pojasni, da ker če hočemo doseči ukrepe glede podnebja, ne, da je treba, da morajo ljudje to razumeti. Ja, absolutno se strinjam s tem. Ne. Zdaj, mogoče še en tak primer. Ne vem, če poznate Jana Malca, raziskovalca iz Inštituta Jožef Stefan, on dela na reaktorskem centru in je zelo prisoten na TikToku in zelo, zelo popularen. Krasen način, da ljudem razložiš stvari in približaš jedrsko energijo oziroma pač vse, kar je jedrskega. Ne? Mislim, jaz pravim samo bravo. Ne? Ja, zdaj s temi socialnimi mediji je po mojem mnenju takole, ne? To so pač novi mediji. Ne? Jaz pravim, imamo tradicionalne medije, pa imamo nove medije, ki so tipična družbena omrežja oziroma socialni mediji. In to je zdaj približno tako, ne, kot recimo včasih, ali pa kot televizija, ali pa knjiga. Ne? Ti lahko vzameš v roke strip ali pa neko pogrošno literaturo ali pa zelo kvalitetno literaturo in bereš to. Na televiziji lahko gledaš dokumentarca o vesolju, lahko gledaš turške nadaljevanke, vedno je tvoja izbira. Ne? In ravno tako je tudi z televizijo. Lahko preklopim ta program, program, tretji program, izbira je moja in tudi pri socialnih medijih. Se pravi, jaz recimo na socialnih medijih sem prisotna in v bistvu dobivam dejansko veliko informacij in novic iz teh socialnih medijev, družbenih omrežij. Zato, ker sem si algoritem že tako spilila, da mi daje tisto, kar me zanima. Se pravi, jaz tam berem znanstvene članke tudi, ne? Dobivam resne novice, seveda pa znam zelo dobro ločiti med različnimi viri. Tako da mislim, da je bistveno samo to, da se človek vedno odloči za nek dober vir, ne? Pa a je to na televiziji, ali je to na družbenih omrežjih, a je to knjiga, literatura, karkoli, ampak vedno gre za posameznikovo izbiro, kater del od tega bo vzel. Torej ne gre za medij kot tak sam, ne, torej ne gre od kje dobimo, ampak kaj od tam želimo, kaj želimo, da nam v bistvu tudi družbeni Tako. In znanost zdaj vedno več daje tudi na družbena omrežja, veliko nas je prisotnih. V končni fazi Facebook je eno glavnih načinov promocije vseh dogodkov znanosti na cesti. Tako da ja, jaz mislim, da je prav, da so znanstveniki prisotni tam, zato ker ljudje pač vzamejo tisto, kar je. Če nečesa ni, je pa pač nekaj drugega. Bomo imeli pa slabo znanost, neznanost oziroma fake news tam. Ne? Tako. In pomen takih projektov, kot je Znanost na cesti, ne, je verjetno še toliko večji v tem obdobju, torej fake newsa, ki ste ga zdaj omenili, ne? V tem razraščanju v bistvu lažnih novic ali pa polresnic, manipulacij, zavajanja javnosti. Mi smo imeli na Poglobljeno pred kratkim intervju s švedsko profesorico Aso Wikforss, ki se ukvarja z temi alternativnimi dejstvi, tako imenovanimi, ne, v postresničnosti dobi in dezinformaciji, v dobi dezinformacij, in ona govori... To je izraz, ampak v redu. Ja, ona govori o tem, ne, da je za naš čas je značilno, da smo se premaknili iz informacijskega okolja, v katerem smo imeli na voljo omejeno število relativno zanesljivih virov, tako imenovane vratarje,
ki so skrbeli za filtriranje informacij, ko so bile objavljene in so se lahko širile, zdaj v okolje neskončne izbire medijskih virov. In v takem okolju je odgovornost za izbiro virov informacij mnogo bolj prepuščena posamezniku, to, kar ste vi zdaj rekli. Ja, ampak jaz mislim, da pri vseh vrstah medijev je čisto isto. Ne? In zdaj moramo iti še en korak naprej, ne? Od družbenih omrežij, ne, ki so bili zdaj vsega krivi. Zdaj bo kriva umetna inteligenca. Zdaj imamo umetno inteligenco. Zdaj imamo ChatGPT. Ne. Se pravi, zdaj jaz vprašam, prej sem vprašala Google in sem se potem za enega od tistih zadetkov odločila. Ne. Zdaj imam pa ChatGPT, ki ga vprašam celo vprašanje in nekaj dobim v krasni obliki, zelo lepo napisano, ker to je jezikovni model, res obvlada tekste, ne, in dobim en odgovor in ga vzamem kot sveto in kot resnično. Ne. Jaz sem ga testirala, seveda, vsi smo ga, ne, najbrž, jaz sem ga seveda testirala na znanosti na cesti. Vprašala sem ChatGPT, kaj je znanost na cesti, kaj je projekt znanost na cesti. In dobila sem, to sem poskušala 3-krat, in danes zjutraj sem ponovila vajo, prvič sem to naredila aprila, ne, ko se je pač pojavil ChatGPT, mislim, da 4 ali kako, ne. No in dobila sem 3 variante, kako bi rekla, tekstovno, če bi zamenjala podatke v besedilu, na eni strani bi bilo v redu, ne? Se pravi, ja, projekt, ki se ukvarja z znanost, pa tako naprej, ampak so bila imena čisto napačna. Kdo je ustanovil, kjerga leta je ustanovil, kaj se tam dogaja, vse je bilo narobe in vsakokrat je bilo drugačno narobe. Ne? Se pravi, če jaz ne bi vedela vsega o znanosti na cesti, bi pač to verjetno vzela kot resnično, ne? Se pravi, zdaj imamo še bolj temeljito zavajanje, ne? No in danes zjutraj sem ponovno vprašala, zato ker se mi je zdelo, da zdaj pa mogoče pa že res lahko veš, ne? In sem prav napisala vprašanje, kaj ve o projektu Znanost na cesti, ki je bil ustanovljen leta 2013 in potem res začne leta 2013 in tako naprej je društvo DMFA, to je Društvo fizikov, matematikov in astronomov, ustanovilo. Ne, še vedno je narobe in od tam naprej je vse narobe. Tako da zdaj imamo krasen vir, ne, ki mu bomo pravzaprav še bolj zaupali lahko in dokler se ne bo naučil in ne vemo, kdaj se bo naučil, verjetno bo šlo to zelo hitro, ampak zaenkrat in še malo, ne, bo tam krasen vir dezinformacij, ki jih bomo samo copy-paste prestavili. Ne? Kako torej v tem obdobju, v katerem smo, torej ne samo družbenih medijev, fake newsa, dezinformacij, postresničnosti in umetne halucinacij, naj ljudje izbirajo prave vire. Torej imamo znanstvene novinarje, tiste, ki v bistvu prevajajo znanost, kot ste rekli, ne, v nek ta bolj poljuden jezik. Imamo znanstvenike in znanstvenice, ki nam to razlagajo. Kaj bi recimo svetovali še neki splošni javnosti? Jaz sem sicer tle precej, tako bi rekla, obupana. Ne? Skoraj ne verjamem, da je rešitev, zato ker večina nikoli ne bomo, do večine nikoli ne bomo dostopili. Ne? Ampak mislim, da edina varianta je, da poslušamo iz prve roke. Zato pa mislim, da je tukaj vloga znanstvenikov zdaj toliko večja. Se pravi, če vam jaz začnem razlagati o nečem, s čimer se ukvarjam celo življenje, mi boste po vsej verjetnosti lahko verjeli. Ne? Tako da, zdaj, če bo pa vmes en posrednik, ali ChatGPT, ali bo to na družbenih omrežjih nekdo tretji napisal, mogoče celo, če bo to v nekem časopisu napisan, mogoče bo že malo drugačne. Tako da, jaz mislim, da vloga raziskovalcev je zdaj toliko večja, se pravi, prideti med ljudi na nek način, zdaj imamo pa res veliko možnosti. Zdaj ni več tisto, da moraš poklicati novinarja, pa reči, jaz pa nekaj zanimivega vem, ali pa mu pisati, pa se bati, da boš zavrnjen, ne? Kar je tipično razlog, zakaj nismo prihajali do novinarjev, ne? Ali pa do medijskih hiš. Zdaj tega ni več. Zdaj imamo svoje orodja, zdaj imamo socialne medije in lahko tja napišemo vse. Ne? Se pravi, imamo poti do javnosti. Izkoristiti jih je treba. Kako pogosto pa tisti znanstvenice in znanstveniki, ki jih prosite, da sodelujejo recimo z vami, da javnosti pojasnjujejo recimo na vaših dogodkih, kako pogosto se odzivajo za ja in kako za ne? Ja, to je bilo meni pravzaprav tudi presenečenje. No. Mislim, da smo jih povabili do zdaj k sodelovanju tam. Mislim, da tista številka je okrog 220, je število raziskovalcev in raziskovalk, ki so sodelovali v projektu na kakršenkoli način, oziroma s predavanji, oziroma na okroglih mizah, ali pa na slemih pol še več. Ja.
In mislim, da sta, kar se tiče predavanja, da sta bila nista dva odklonila, ampak bi rekla, eden je rekel, nima časa, ena pa tudi nekaj podobnega. Drugi Pa vsi so sodelovali z veseljem, rekli, da z veseljem in vedno po predavanjih potem še malo poklepetamo, da pač slišim odziv novinarja, novinarke in raziskovalce, raziskovalke. In fino mi je, ker rečejo ponavadi raziskovalci, da je bila to zelo dragocena izkušnja. Da je bilo fino, da so veseli, da so šli v to in da je zelo dragocena izkušnja, ki jo priporočajo. A se mlajši raziskovalci bolj odločajo za to, za sodelovanje kot starejši? Ne, očitno vsi, ne, če ste rekli, da so samo dva zavrnjena. Ne, ni razlike, mislim, da so nekako vsi, tudi starejši včasih mogoče povejo, da jim je to težko, ampak vsem grejo v to. Vi si želite, da bi se uvedlo izobraževanje na področju komuniciranja znanosti za vse raziskovalce na začetku kariere, torej ne šele potem post, in zavzemate se, da bi bil 10. november državni praznik znanosti, seveda ne dela prost dan, ampak državni praznik znanosti. Kako daleč sta ti dve želji, kako kaže? Zdaj, kar se tiče tegale praznika, nisem prepričana, da ni 23. junij dan, do kdaj traja javna razprava na to temo, tako da mislim, da bomo zelo kratkem najbrž kaj slišali. Dobro kaže, tako da jaz res mislim, da se bo to zgodilo. Fino bo, ker bo znanost malo bolj izpostavljena. Na ta dan bi potem podeljevali tudi državne nagrade, te Zoisove in Buchove nagrade. Bilo bi več dogodkov, vse je mesec znanosti, že itak imamo oktobra in novembra, ampak mislim, da bi bil to resen tak, da bi bilo res dober in oziroma, da bo res dober, če bo praznik znanosti, ker se bomo bolj zavedali pomena znanosti. Povedali ste tudi že, da kar vas je presenetilo, je bilo to, da pred korono so bile ti dogodki blazno obiskani, celo vstopnice ste mogli uvesti, ker so pač ljudje, da ne bi ostajali pred zaprtimi vrati, da so se mogli prijaviti, oziroma prej napovedati. Ti časi so minili, ker je korona vse spremenila. Tako. Ker so dogodki šli potem na splet. Tako, šli smo na splet, zato da smo vse nadaljevali z dogodki in nekako smo navadili ljudi, da je vse na spletu. Dejansko imamo čisto vse dogodke imamo posnete in arhivirane. Tako da zdaj so ljudje res ostali na kavčih. Vse to slišim tudi drugod, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah, ne samo v tem projektu, tudi v drugih. Udeležba je zelo slaba, prišli smo do najmanjše številke, en obiskovalec na zelo zanimivem predavanju o fotovoltaiki. Ampak zadnjič, ko smo imeli pa okroglo mizo z naslovom Pogovoriti se moramo o ChatGPT-ju, je pa bila dvorana do konca polna 160 ljudi na Filozofski fakulteti, kar pomeni, da če nas pa res zanima, pa mogoče pa vsem pridemo. Čeprav fotovoltaika je izjemno trenutno zanimiva in aktualna in bo še naslednjih letih. Zaradi tega, ker smo bili to ravno v času, ko smo vsi nekako debatirali o tem, ali bi dali na streho tisto fotovoltaiko ali ne, pa katera je boljša. Imeli smo največjega strokovnjaka za fotovoltaiko, ampak ne. Ali v luči tega, kar ste zdaj opisali, torej to, da so ljudje ostali na kavčih, kot pravite, da bi se spremljali rajši preko povezave, preko interneta, načrtujete kakšne spremembe glede znanosti na cesti? Ja, zdaj nekako smo si zadali teh 10 let nekako, bom rekla, sfurati, in potem narediti premislek. Ekipa je relativno šibka, ne samo finančno, ampak tudi tako kadrovsko. Vsi moji kolegi, vsi so tako, bom rekla, pa mlajši od mene, so zdaj seveda napolno v svojih karierah, družinah in tako naprej, tako da so tudi zelo zaposleni. In te stvari, ki so se zelo razmahnile, zelo velika aktivnosti imamo, tudi zelo veliko idej imamo, tako tudi za naprej imamo veliko idej, ampak če ne bomo dobili kakšne pomoči, se pravi, iščemo zdaj tudi sodelavce, če ne bomo dobili pomoči in ustrezne finančne podpore, da bomo to lahko sfinansirali, potem bo potreben pač razmislek. Se pravi, na en način bomo končno narediti nek poslovni načrt, ki ga nikoli seveda nismo, ker smo šli pač plavati v bazen, da bi vedela, je voda noter ali ne, in potem smo pač plavali. Zdaj pa je mogoče čas. Mislim, da je projekt prerastel v nekaj, kar je nekaj vredno, kar mislim, da ima zelo velik potencial in če nima še danih možnosti, potem pač bomo videli, kaj se bo zgodilo.
Za letos ste torej dobili nagrado za komunikatorico znanosti. To je naziv, ki se ga od leta 2013 podeljuje Slovenska znanstvena fundacija. Vi ste ga dobili in v obrazložitvi med drugim piše, da gre za projekt, v okviru katerega raziskovalci že 10 let nastopajo pred splošno javnostjo, o čemer sva govorili. Da tudi vi ste avtorica številnih poljudnih prispevkov o znanosti objavljenih v domačih in tujih medijih, svoje bogato znanje in izkušnje s področja komuniciranja znanosti pa nesebično delite tudi mladim generacijam in omenjena je mednarodna podiplomska šola in tako naprej. Kaj vam ta nagrada pomeni? No, vsekakor je vsak človek nagrade vesel. Jaz sem te še posebej vesela, zato ker sem v teh 10 letih ogromnokrat se mi je zgodilo, da mi je zmanjkalo energije, sape in da tudi nisem bila čisto prepričana, posebej, kadar je prišlo do kakšnih preprek, recimo, ne, nisem bila prepričana, a je prav, da gremo naprej in da vlečem, recimo, ekipo mladih za seboj. Ampak dobro, zdaj vem, da je bilo prav, tudi vmes sem pravzaprav že vedela, zato sem nadaljevala, ne. In ta nagrada je na en način potrditev, na drug način pa mogoče tudi malo spodbuda drugim, da se pač bolj trudijo v komuniciranju znanosti. Pogovarjali smo se, da bova nekaj rekli tudi o spolnih stereotipih v znanosti, ne? Ali pa seksizmu. Kako prisotni so še vedno ti spolni stereotipi? Vi ste znanstvenica, verjetno mi znate povedati, kaj vi in vaše kolegice še čutite, je boljše, je slabše, kje se to še doživlja? To je na način zanimivo vprašanje, s katerim sem se že srečala. In sem se zavedla v nekem momentu, da tudi če se mi je zgodilo v življenju do zdaj kaj tako, rekla, preveč stereotipnega ali pa če sem trčila v neke steklene stropove, kar zagotovo nisem tega tako dojemala. Ne. Najbrž zato, ker so nas vseeno, jaz sem vseeno zrasla nekako še v tistem, nekako so mi vcepili, da najbrž počnem nekaj, kamor sploh ne pašem. Ne. Se pravi, ženske načeloma so bolj v laboratoriju za pomoč pri izvajanju eksperimentov, pripravljene pomagati in tako naprej in smo vedno vesele, kadar nas pohvalijo, ker pomagamo, ker dobro naredimo vse te stvari. Ampak nikoli nisem prej toliko opazila, kot opažam zdaj, seveda, ko pač tudi jaz štejem, ne, da smo skozi nekje zadaj, ne. Tudi prej nisem toliko zelo opazila, niti me ni tako grozen motil, da na moje diplome piše, da sem diplomiral na magisteriju, da sem magistriral. Ni me prej toliko motil kot zdaj, ko se bolj zavedam, da pravzaprav imamo ženske enake pravice, da ni razloga, da ne bi imele enakih pravic in možnosti kot moški. Ne? Mislim pa, da se danes mlada dekleta, recimo po doktoratu predvsem, srečujejo s kar velikimi težavami še vedno, ker so seveda še vedno na razcepu tega, kaj zdaj, ne, družina ali postdoc. Postdoc je tako rekoč obvezen, če hočeš nadaljevati kariero znanstveno in je treba iti pa za nekaj časa v tujino. Ne. To je dosti težko. Ne. In zdaj, ko so, mislim, da letos spremenili zakon o starševskem dopustu oziroma, ne vem, očetovskem in tako naprej, se je to zdaj malo uravnotežilo, se pravi, očetje so še malo bolj obremenjene in mame so majčkeno razbremenjene. Se mi zdi, da se bo pa to zdaj zgodilo očetom, ne? Da bodo pa oni deležni, bodo oni čutili te probleme, ki jih bodo delodajalci grdo gledali, ki bodo pač rekli, ja, jaz grem pa zdaj na starševski dopust. Ne? Drugače stereotipov je po moje še zelo veliko, najbolj se vidijo pri recimo državnih nagradah, ne, še bolj se vidijo v akademiji. V akademiji imamo, mislim, da ima inženirska akademija zdaj po novem 5 rednih članic, medtem ko ima SAZU, če se prav spomnim, pod 9% ali nekaj takega žensk, vseh, ne, članic. Zdaj, koliko je rednih, je mislim, da grozno malo, ne. Se pravi, tam se vidi, da enostavno obstaja neka nezavedna pristranost, ker enostavno znanstvenic ne spodbujajo ali pa jih ne predlagajo. Tukaj mogoče pride še do samocenzure, ne? Recimo pri vodstvenih položajih, kjer tudi žensk ni veliko,
Mislim, da je tle problem samocenzura, ker pač ženske pogosto pač, ne vem, iz nekega razloga ne posegajo, niso tako, se ne komolčijo, se ne rinejo, so, ne vem zakaj, pač preskromne. Ja, ta razlog je kar znan po moje, ne? Ker družba ves čas usmerja, ali pa družba je ves čas usmerjala dekleta, ženske v to, da so pridne. Tako. In da v bistvu jim ne pripada to, kar drugim In zdaj se pripada. zanimiva stvar zgodi, ne? Ker je zdaj zadnje čase je pa več doktoric znanosti kot je doktorjev. Tako. In potem to, ko pogledaš nazaj, zakaj, je to zaradi tega, ker imamo pač te kriterije vstopa v srednjo šolo, na fakulteto in tako naprej po pridnosti pri učenju in ker so pač dekleta bolj pridna za učenje, kar pač so, ne, jih tudi na koncu več doktorira. In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Škarje pa verjetno še vedno obstajajo. Če bo temu, da je zdaj več doktoric kot doktorjev, sledilo Ali tudi bo- to, da bo več nagrad, več na vodilnih mestih in tako In na naprej, kar koncu bi bilo več logično. akademki, na Tako, primer, ne? tako. Kot ste nekoč lepo rekli, ne, mislim, da ste to rekli za časnik Delo, ženske verjetno večinoma manj agresivno branimo svoje pozicije. Cepili so nam namreč, kot da se vsiljujemo v Tako. svet, ki nam ni namenjen, čeprav nam je namenjen natanko enako kot moškim. Ja. Samo treba se tega zavedati, nekdo vam mora to na glas povedati, da potem rečeš, ampak res, ne? Znanstvena poštenost. Kako pomembna je znanstvena poštenost tudi pri komuniciranju znanosti? V smislu, verjetno je to tudi en del te odgovornosti do javnosti, ne, notranje javnosti oziroma znanstvene javnosti in splošne, da so znanstveniki pri svojem delu pošteni, pri objavah pošteni. Koliko se o tem v znanstveni skupnosti pogovarjate? Poštenost je pomembna na vseh področjih življenja, ne? In zdaj, nič bolj ni poštenost pomembna v znanosti, kot je recimo v gospodarstvu, v politiki, v medijih ali pa v vsakdanjem življenju, ne? Bi pa rekla, da je nepoštenosti v znanosti zagotovo manj, kot jo je v gospodarstvu, politiki in tako naprej, ne? Je pomembna, se ukvarjamo s tem, je pa k sreči v znanosti nekako samodejno vcepljen en mehanizem avtomatskega izključevanja gnilih jabolk. Jaz mislim, da v veliki večini, ne bom rekla od danes na jutri, ampak da v veliki večini znanost sama izloči gnila jabolka. Nedavno smo imeli tudi na naši rubriki Poglobljeno Lea Udovč, naša kolegica nekdanja, je imela intervju z Elizabeth Bik, ona je nizozemska mikrobiologinja. Pred kratkim je govorila tudi za slovensko javnost na enem dogodku, no takrat je pa za nas dala intervju. Ona je znana po teh svojih neverjetnih sposobnostih zaznavanja napak v raziskovalnih člankih in se ukvarja v bistvu s tem, tudi s plagiatorstvom, prepisovanjem se to zraven pride. Tako da, če vas prav razumem, skratka, to izločanje gnilih jabolk, ko se dogaja znotraj znanosti, čim bolj se dogaja, tem bolj lahko znanosti torej zaupamo, ne? Mislim, znanosti v načelu ni treba nič manj zaupati za to, če Elizabeth Bik in njej podobni najdejo ali pa mogoče sploh ne najdejo nekih ali napak ali pa goljufij, ne. Jaz samo hočem reči, znanost ni nič bolj in nič manj zavezana poštenosti kot katerokoli drugo področje življenja, ne. Zdaj pa mogoče še vseeno omenim, zakaj se mi zdi, da obstaja sploh nepoštenost v znanosti. Zato, ker za razliko od gospodarstva, recimo, tako kot jaz to razumem, gre za denar. V znanosti ne gre za to, da bo raziskovalec ali pa raziskovalka profitiral finančno, ne, ampak samo prestižno, ne. To se pravi, gre za to, da objaviš nek članek, ne upravičujem, absolutno ne, seveda. Objaviš nek članek, kamor si dal dve enaki sliki, recimo to, kar najde Elizabeth Bik, na primer, pogosto, ne, ali pa pač neke fake slike, v glavnem neke napačne rezultate, nekaj, česar mogoče sploh nisi naredil, ne. Ampak kaj iz tega dobiš? Pri nas več točk na agenciji in s tem nov projekt, zaradi česar ne boš dobil nič več denarja, plača taka, kot je v Sloveniji, ne vem, kako je drugod. Se pravi, gre za prestiž. In zato je tudi po mojem manj vzvoda, kot je na drugih področjih. Zato je tudi po mojem manj nepoštenosti v znanosti, ker ne gre za tisto, kar je sveta vladar, to je denar. In saj to sem hotela v bistvu reči, da pomen tega, da se odkriva znotraj znanosti tudi, čeprav majhne, nepoštene prakse, da je to izjemno pomembno, zato da vemo, da lahko znanosti zaupamo, ker je treba zaupati. Tako, in da pač nekdo opazuje in gleda, ne. Je pa res na drugi strani možnost tudi te vzvode zmanjšati, ne. Jaz mislim, da je tako
po mojem mnenju osebnem je relativno velika napaka, da smo začeli znanost kvantificirati na tak način, kot jo kvantificiramo, se pravi, da se šteje Točke. točke pač, ne, članki, deljeno s številom avtorjem in tako naprej. Potem pač seveda, ne, pametni ljudje najdejo načine in začnejo objavljati preveč. Tukaj se zgodi tudi inflacija člankov. Jaz sem prepričana, nisem šla nikoli gledati, da imamo zdaj dosti več člankov, kot smo jih imeli pred uvedbo tega. Ne? Tako da tukaj recimo agencija ima vzvod, da stvari spremeni. Ne rečem, da je rešitev enostavna, ampak zagotovo pa obstaja. Tudi sami znanstveniki na to opozarjajo in raziskovalci v Sloveniji so že večkrat opozorili. Če mogoče potegneva črto pod današnji pogovor, kako bi po vsem tem, kar sva rekli, povedali nekomu, 15-letnici ali pa še mlajšemu ali starejšemu, zakaj je znanost tako zelo pomembna? Treba se je samo ozreti okrog sebe in pogledati, kaj je sproducirala znanost. Ne? Ali pa kaj si želiš, da bi. Ali bi si recimo želeli telefon, ki bi imel baterijo, ki bi zdržala bistveno dlje, kot zdrži danes. Po moje bi. Ne? To si vsak najstnik danes najbolj želi, ne? Da ne bi bil odvisen od te baterije. Ali pa mogoče bolj zmogljiv telefon. Ali pa naprimer starejši, kaj vem, cepivo proti raku, naprimer, zdaj sem brala. Pred kratkim se je pojavila ena študija, oziroma rezultati neke študije, ki so zelo spodbudni. Ne? Kdo mi upa reči, da si ne želimo vsi po spisku, da bi ta zdravila ali pa recimo cepiva proti raku res čim hitreje izumili in jih uvedli, ali pa recimo, ne vem, proti demenciji ali pa kaj se jim. Cel kup stvari je, ki jih v bistvu rabimo in želimo iti proti njim. Ne? In zdaj, da dosežemo te preboje, je pa seveda potrebne ogromne ene temeljne znanosti. Se pravi, mi moramo najprej svet razumeti, kako deluje, zakonitosti razumeti in šele ko poznamo zakonitosti, lahko začnemo razvijati ene produkte, ki jih imamo zdaj tlele okrog sebe vse posod. Ne? Zato znanost sama po sebi, se pravi ne razvoj, ampak znanost, ona temeljna znanost, je nujno potrebna, ker brez nje ni potem nobenega razvoja naprej. Hvala lepa za pogovor. Uspešno delo še naprej. Hvala lepa. In upam, da še kdaj v kakšnem našem članku. Hvala. Hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. To je bil še en podcast. Kmalu se spet vidimo.